Zdravo. Danes bomo govorili o devištvu in o prvem seksu, o nasvetih in pričakovanjih, ki pridejo zraven. In z mano sta Kaja in Kristjan. Živjo. Živjo. Zdaj, jaz se spomnim, ker sem bil še mulc. Takrat ni noben zares govoril o svojih pričakovanjih. Noben mojih prijateljev ni razmišljal o temu na glas. Se mi pa zdi, da je pa vsak od nas razmišljal tako sam zase, imel neka pričakovanja o prvem seksu. Kako sta vidva gledala na prvi seks? Jaz recimo nisem imel nobenih pričakovanj, da bi hotel svečke, pa dobro muziko, pa kaj tasga, ampak sem imel pa večkrat šanso, pa se nekaj ni zgodilo, tako da sem polko nazaj gledam, čutil, da mora biti nekaj več, kot samo fizična stvar. Ne vem, jaz sem bila dosta oseba, ki se ni zanimala za to dolg časa v svojem zgodnjem najstništvu. Potem pa je naenkrat nekaj kliknil, pa sem ugotovila tudi, da ni to tako velika stvar in da si lahko sproščen glede tega. Zdaj, ti si omenil svečke, neko bolj tako romantično razpoloženje. Vsak si nekako stvar predstavil o tem. Zdaj vidva si jo mogoče niste, ampak tako se vam zdi, da je vsaj majhen na vajen pogled vplival nekaj, kar sta gledali. Recimo, ne vem, porniči ali pa romantični filmi ali pa kaj tacga. A je to lahko vplivalo na predstavo? Ja. Ja? Mislim, itak, če gledaš vsak dan, mislim, ne vsak dan. Občasno pogledaš kakšen ameriški romantičen film in tam se vse zgodi tako dramatično. In dva se srečata na cesti in potem se strastno poljubita, tečeta v posteljo, sveče kar gorijo, kar čakajo na to in vse je tako magično, pa se vržete dol na posteljo in to je to. Tako da mislim, da to je kar izoblikovalo neko pričakovanje, da bo to neka ogromna prireditev, ne pa samo dva človeka. Ja. Jaz sem prepričan, da smo vsi imeli vsaj en roden pogovor z našimi starši o prvem seksu. Zdaj mene zanima, kakšen konkreten nasvet sta vidva dobila ali od staršev ali pa mogoče v šoli ali pa kaj takega. Mi smo v šoli govorili o seksu en dan in jaz sem manjkala tisti dan. Tako da ta izobrazba ni bila ravno vrhunska, ampak tako en dober nasvet je bil pa, da samo moraš biti sproščen in veš, kdaj je zate čas. Mi smo v šoli sem imeli eno kumaro, na kjer so dali kondom, to se spomnim. No. Doma pa, če smo imeli kakšen pogovor, sem ga uspešno potlačil. Ampak se pa spomnim, da so mi rekli, da moram paziti. Da moraš paziti? Tako da to pa pazim. Kaj posebenega, na kar moraš paziti? Ljudje čakajo za ovinkom, izskočijo nate. Dobro, to definitivno tudi treba biti pozoren. Bi vidva mogoče dala kakšen nasvet komu o prvem seksu? Jaz bi rekel, da ljudje ne hitijo preveč oziroma ne prvič vsaj seksa z nekom, s katerim se upajo tudi biti iskreni. Ja, jaz bi se s tem absolutno strinjala, pa še to dodala, da moraš zelo poslušati tisti majhen glasek v tebi, ki ti govori, da mogoče tega ne delaš iz pravih razlogov. Ta glasek je zelo pomemben del tebe. Tako da poslušaj samega sebe. Najlepša hvala za ta pogovor, ki pa še zdaleč ni končan. Nadaljevanje si lahko ogledate na našem Facebooku ali pa na YouTube kanalu. Sledijo pa z bambuzlanije in zelo direktni nasveti o zaveščenih mam.